V Splošni bolnišnici Brežice od prejšnjega tedna sprejemajo tudi akutne paciente, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Torej, v začetku 10. oktobra smo bili samo negovalna bolnišnica, kar je trajalo do nekako začetka prejšnjega tedna. Glede na to, da so se povečevale potrebe po hospitalizacijah tudi za akutne paciente v Sloveniji, smo se z ministrstvom dogovorili, da od 25 postelj, ki so bile do takrat namenjene negovalnemu oddelku, 15 postelj namenimo akutni obravnavi, 10 postelj je pa še vedno rezerviranih za neakutno obravnavo. Trenutno imajo v akutni obravnavi 14 covidnih bolnikov, na negovalnem delu pa nimajo pacientov. Trenutno zadostuje. Kot sem rekla, je trenutno zasedenih 14 postelj od 15, torej ena je še prosta. Vendar pa predvidevamo, da če bodo potrebe za akutno obravnavo večje, da bomo verjetno morali del teh neakutnih postelj nameniti tudi akutni obravnavi. V brežiški bolnišnici se pojavljajo okužbe tudi med zaposlenimi. Pred 14 dnevi se jih je okužilo 5. Ti se zdaj že vračajo na delo. V zadnjih dneh pa so se pojavile še 3 nove okužbe. Kadrovsko trenutno še zmoremo sami z obstoječim kadrom, seveda pa se zna slika zelo hitro spremeniti, če bi med zaposlenimi prišlo do večjega števila obolenj. In kako poteka delo na ostalih oddelkih? Na kirurškem oddelku so trenutno odpovedali vse ortopedske operacije, na internem oddelku pa je zaradi povečanega obsega dela na samem bolnišničnem delu okrnjeno delo ambulant. Tako funkcionalna diagnostika, ultrazvok srca, ultrazvok žil, endoskopije, pa tudi internistične ambulante, kot recimo gastroenterološka, kardiološka, internistična. Torej, tukaj je nekoliko manjši obseg dela, vendar skrbimo, da so vsi pacienti z napotnicami zelo hitro in nujno v zakonskem roku tudi obravnavani. Medtem ko delo na drugih področjih poteka nemoteno, še dodaja Hribarjeva.